Napisal ste knjigo Krogla in medalja. Kaj piše v tej knjigi? Kaj ste pisal v tej knjigi? Torej, ta knjiga opisuje tragičen dogodek, tragično zgodbo visoko kvalificiranega tankovskega orožarja iz vojašnice Pivka, ki ga je zaradi tega, ker je pa naročilu slovenskih varnostno-obrambnih sil onesposobil del tankovske oborožitve in pa vitalne dele tankov ustrelil podčastniki Jugoslovanske armade. Država Slovenija pa mu ni priznala, da je bil pripadnik varnostno-obrambnih sil. Koliko časa je nastajala knjiga? Ja, knjiga nastajala kar dolgo časa, namreč leta 2018 smo se prav na dan Stanetove smrti dobili pri njegovi družini in bratu in se tam dogovorili, da začnemo pripravljati knjigo. Hoteli smo vedeti, zakaj je pravzaprav izgubil življenje, zakaj tako distanciranje države Republike Slovenije po njegovi smrti, ali je res to bilo narejeno samoiniciativno in ali je res na dan, ko je padel, kar tako brez nekega razloga peljal mimo vojašnice. Knjiga je nastajala 3 leta, torej od leta 2018. Največje težave so bile te, ker ni pisnega materijala, uradnega pisnega materijala. Dokumenti so namreč do leta 2042 zaprti za javnost, javnosti niso dostopni. Zato sem moral iskati zapiske pri živečih pričah, njegovih sodelavcih, prijateljih, znancih, pri tistih, ki so sodelovali takrat v vojni za Slovenijo. In je bilo narejeno okoli 60 intervjujev. Zaradi tega je potem lahko z gotovostjo trdim, da je vse to, kar je tukaj napisano, tudi argumentirano. Torej, zbiranje gradiva za knjigo je bilo zelo zahtevno, pri tem vam je verjetno pomagala tudi poklicna usposobljenost. Ja, torej jaz sem po poklicu kriminalist, to sem dolga leta delal v organih za notranje zadeve, zato mi je seveda to pomagalo. Vedno smo iskali resnico in upam, da se jo najdel tudi tokrat. In kakšen je namen te knjige? Namen te knjige je pravzaprav javnosti predstaviti pomembnost in aktivnosti Staneta Požarja, ki je zmanjšal posledice, ki bi se lahko zgodile, če na tankovskih topovih ne bi to storil. Predvsem v Rožni dolini, ker je leta 1991, 27. junija, bil zavzet strani Jugoslovanske armade, 28. torej naslednji dan, pa so ga oborožene sile Slovenije spet dobile v svoje roke. Tam so poskušali uporabiti topove, tankovske topove, uporabili so, ki niso delovali seveda, uporabili so mitraljez, ki pa zaradi tega, ker je imel merilne naprave deregulirane, niso zadeli cilja. Hvala lepa za ta pogovor, se prosim lahko še predstavite. Janko Sever, avtor knjige.